skupaj lep pozdrav. To, kar predlagamo v tej izredni seji, petih izrednih sej, je pravzaprav tista zadnja rešilna bilka, ki jo skušamo izboriti v Slovenski ljudski stranki, da bi vendarle vlada in pa koalicija, da bi jo vendarle srečala pamet. Predvsem v tem smislu, da je to tako pomemben zakon, da je to zakon, ki ima lahko tako usodne posledice, da je to sistemski zakon in da je to seveda zakon, ki se nikakor ne more sprejemati po nujnem postopku, tako kot je to sprejel kolegi predsednika Državnega zbora, čemu smo mi seveda še kako nasprotovali. Kaj želimo doseči s temi sklici izrednih sej? V prvi vrsti predvsem to, da vendarle, če že zakon ne gre po rednem postopku, kjer je seveda možnost javne razprave, kjer je možnost javne predstavitve mnenj, bomo vsaj na nek način na teh izrednih sejah to možnost vendarle imeli. Kajti na te izredne seje so seveda povabljeni številni deležniki, predvsem tisti, ki jih iz posameznih sfer, ki jih pravzaprav ta davek najbolj udari, to se pravi predstavniki gospodarstva, predstavniki obrti, predstavniki kmetov, predstavniki lokalnih skupnosti. To so pravzaprav tisti deležniki, ki s takšnim načinom sprejemanja tega zakona niso bili udeleženi pri nastajanju zakona o nepremičninah. In v tem trenutku in seveda tudi na kolegiju Državnega zbora je bilo pravzaprav naše največje nasprotovanje predvsem načinu sprejemanja tega zakona. Kajti prepričani smo in poudarili smo, da če bi zakon šel po rednem postopku z javno predstavitvijo mnenj, da bi bil zakon lahko bistveno boljši, tako ima pa zakon polno napak, polno pomanjkljivosti in zakon je pripravljen v tem trenutku tako, da se niti ne more izvajati. Cel kup težav bo v nadaljevanju za izvajanje tega zakona. Vemo, da tudi davčna osnova ni pravilna, ljudje pravzaprav ne bodo imeli nobene možnosti, da se pritožijo glede na njihovo davčno osnovo, ki jim bo seveda z položnico nekje že odločena. In seveda naš prvi predlog bi bil, da je za tako pomemben zakon, za sistemski zakon, to je podoben zakon, kot je bil nenazadnje zakon o pokojninski reformi. Podobna zgodba, pa vemo, po kakšni poti je šel zakon o pokojninski reformi in najmanj eno leto bi bilo potrebno, da se ta zakon pripravi tako, kot je treba, da bo evropsko primerljiv. In zato je naš predlog, da se zakon začne izvajati šele v letu 2015 in takšen predlog smo podali kot sklep tudi na vseh 5 odborih, ki jih sklicujemo. Hvala.